Lep pozdrav, cenjeno občinstvo in dobrodošli v podcastu vodilne športne televizije v Sloveniji Arene Sport. Dobrodošli v AS podcastu. Čas je za epizodo številka 11, v kateri se oziroma bomo predstavili šport, s katerim se Slovenija na olimpijskih igrah v Parizu predstavlja s kar dvema reprezentancama, moško in žensko. Tako da, dragi nogometaši in košarkarji, dajte stisniti pesti in navijati za nas, mi bi tudi za vas. Pa ne moremo, ker vas v Parizu ni. Odbojkarje ne bomo preveč, poraz proti Poljski in izpad gotovo boli, so na poti domov, prejšnji teden so pa tako ali tako bili tukaj, ker smo bili mi na dopustu. V teh vročih poletnih dnevih toplo ob kozarčku hladnega, orošenega Heinekena nič pozdravljam našo današnjo družbo. In sicer dr. Marto Bon in Branka Tamšeta, naša strokovna sodelavca, in našega komentatorja Mitjo Hozjana. Živijo. Lep pozdrav. Pozdravljeni vsi skupaj. Dobrodošli, počutite se kot doma. Branko in Marta ne samo posebne, pač pa predstavitve ne potrebujeta. Mitja Hozjan pa je naš rokometni, košarkarski, nogometni komentator, PR enka bravo, tako da ljudje, ko boste odpirali čips, pazite, da Hozjan ne skoči iz njega. Mitja, prijatelj, bil si na morju, čeprav barva tega ne kaže. Kako je bilo? Ja, tisti en teden dopusta se je kar prilegal, no. Sicer pa ja, pravi multipraktik, kot ti v bistvu. Branko, ti si tudi bil na morju, ko sem te klical in je rekel, Branči, mačak, kje pa si? Si rekel, že 10 let. Kje že? Na Pagu? Ja, stara destinacija, stara Novalja na Pagu. Res je, da smo začeli 14 dnevi, zdaj pa z leti človek rabi malce več oddiha, pa smo že na 3 tednih, tako da tudi meni se barva ne vidi, ampak vse sam veš, ki je največja senca, tako da pa še svetovno prvenstvo v nogometu je bilo, pa še olimpijada, tako da sem več kot na plaži oziroma morju preživel za ekranom oziroma pri telefonu, da sem bil vsem skupaj na tekočem. Ko sva govorili včeraj, si rekel, še vedno sem na plačanem dopustu, pogodba z neksem teče, evrčki na račun kapljajo, plačan si, ne delaš nič. Če bi se lahko človek še enkrat rodil, Branko tam še bi bil. Ja, sliši se morda v redu. Jaz se, bom rekel, pošalim, ampak tako je, da imam prvič v življenju nogometno pogodbo. Kaj mislim s tem? Nogometaši oziroma trenerji v nogometu zmeraj, ko podpišejo enoletno 2, 3, 4, 8, kakršnekoli pogodbo, imajo zagarantiran ta budžet oziroma ta denar. Pri nas v rokometu, vsaj pri meni do sedaj, je bilo tako, da sem imel v vseh klubih 2, 3, 4 letno pogodbo z klauzulo, z 6-mesečnim, 8-mesečnim, 4-mesečnim odpovednim rokom. Se pravi, moja pogodba je bila veljavna 4 mesece, 6 oziroma 8 mesecev, ne glede na to, da je bila mogoče 4-letna. Tako da tu so se klubi znali zaščititi, v tem primeru oziroma od sedaj, če bom še, bom rekel, na delu v rokometu, potem bodo moje pogodbe od zdaj naprej izgledale tako, pa če tudi bojo samo enoletne. Marta, Mičo in Branči tega ne kažeta, vi oziroma ti pa, moram povedati, od danes naprej sva uradno na ti. Ja. Marta, ti pa kažeš barvo z morja, z dopusta. Prejšnji teden, ko sva si pisala, si napisala LP iz Pariza. Mi 3 smo bili na Hrvaškem, ti v Franciji. Dokaj podobna zgodba. Kako je na olimpijskih igrah, takole iz prve roke? No, na olimpijskih igrah je res posebno doživetje. No, sem vesela, da sem, da rečem, organizacijo Olimpijskega komiteja lahko se udeležila tega, da videla in olimpijsko vas in slovensko hišo. Bili so različni dogodki, med drugim tudi Gender Equality konferenca, na kateri je nastopala naša predsednica torej Nataša Pirc-Musar. Videla sem tudi 3 tekme in zelo velika zanimivost, vse 3 tekme smo zmagali. Torej Slovenija ženska reprezentanca proti Koreji, zelo lepa zmaga, pravzaprav edina. Videla sem moško reprezentanco proti Hrvaški in pa še odbojkarje proti Kubi. Ne, pozabila sem zdaj, kdo bil nasprotnik. Kanadi, ja, bravo, Kanada. In skratka, vse 3 tekme smo zmagali, dokler sem bila jaz tam, smo zmagovali, potem sem pač šla novim obveznostim nasproti. Barva drugače pa tudi iz morja, ampak predvsem pa iz igranja tenisa in golfa. Zdaj vemo, kje so razlogi za poraz, ne? Ja, verjetno je to zato, ko sem šla jaz domov. Jaz upam, da ima Marta wildcard za tekmo z Slovenija, Norveška, ker prinaša srečo, očitno, našim kolektivnim športom.
Bi bilo vsaj za preizkuse, če je temu tako res. No, jaz bom predvsem bolj skromen. Jaz sem vesel, da Marta ni v zaporu v Parizu, da je tukaj z nami. Zakaj? Povedala nam je Branči, ko tebe še ni bilo na kavi. Seboj ima v avtu vedno nek nožek. Jabolka za neke druge, tako je se rekla. Za regrat. In ga dala v torbico in se je sprehodila skozi olimpijsko vas oziroma na prizorišče. Meni nič, tebe nič. Skozi vse varnostne kontrole je Marta Bon bila na tekmi z nožem. Ja, res je. Zdaj, na letališču je bilo to pač tako, mislim, lahko to povem, ker se mi ne bo več zgodilo. Ampak res, ko sem skratka s tem nahrbtnikom sem potovala Ljubljana, Cirih, Pariz in potem bila na teh tekmah omenjenih in teh dogodkih in isto pot nazaj in ko sem prišla nazaj zvečer nekaj pač iščem po torbici in noter našem nož, kakor svičarski nož. In seveda sem se zgrozila, nisem mogla verjeti, kako se mi je prvič to zgodilo, še bolj pa to, kako je to šlo vsem varnostnim službam. 20,000 vojakov, policajev, ena miši se ne more sprehajati, Marta, Ja. pa z nožkom okoli. Ja, nekaj je čudnega v meni. Marta Bon jih je ukanila z nožem. No, pa kar začnimo na olimpijskih igrah, tem je več kot dovolj, da jih obdelamo. Konec je pravzaprav tega prvega dela, recimo tako v skupinskem delu tekmovanja, dekleta gredo žal domov, najprej beseda moškim. Včeraj smo izvedeli, da nam bo na poti do polfinala v sredo zvečer stala norveška reprezentanca. Kako ste zadovoljni s tem izborom? Jaz super. Jaz sem se, moram reči, mislim, še vedno se nekako želim, da se izognejo Egiptu, ker nekako fante skozi ta reprezentanca tepe, fizično so res noro dobri in se mi zdi, da je s porazom proti Nemčiji smo nekako 3 stvari dobili. Fantje so se recimo temu spočili, izognili smo se Dancem, Francozom in dobili Norvežane, s katerimi mislim, da imamo kar dobre možnosti. Jaz se tudi strinjam, jaz sem tudi vesela, da je Norveška, tudi zato, ker je to, da rečem temu, vikendski rokomet. Naši fantje z temi nastopi dokazujejo, da lahko temu parirajo, da je dovolj in moči, pa tudi, da rečem, zvitosti, igralske modrosti v njih vseh, večini. Tako da to dobro deluje, no, tako da smo zadovoljni, no, bolj kot proti komu drugemu, vsaj jaz. Ja, bi se pridružil vašim mnenjem, čeprav vemo, da tako ali tako na olimpijskih igrah ni lahkih reprezentanc, v četrtfinalu absolutno da ne. Mogoče sem imel to srečo, da sem Norvežane spremljal tudi na kvalifikacijskem turnirju za olimpijado v Tatabani na Madžarskem in sem si res pogledal v živo vse 3 njihove tekme in pa tudi kar nekaj njihovih treningov. Norveška je resna ekipa, sestavljena iz zelo, zelo kvalitetnih posameznikov, tudi njihov selektor je zelo miren, pretkan mož, ki ve kako in kaj. Moram reči, da nekako je nad njegovim delom v norveški reprezentanci tudi veselo veliko breme pred olimpijado, kajti če se ne bi uvrstil, mislim, da bi bil že bivši. In do takrat naprej, se pravi, tudi Danije, Norvežani kažejo eno lepo kvaliteto, ki jo vsekakor premorejo. Na drugi strani pa Slovenija res igra, po mojem mnenju, po taktirku, odkar je Uroš Zorman selektor, nekako najboljši, najlepši rokomet. To jih je nenazadnje tudi pripeljalo v četrtfinale, popolnoma zasluženo, po vseh parametrih rokometne igre. In jaz mislim, da če že nismo favoriti, so v tej tekmi možnosti vsaj 50-50 in upam, da za marsikaterega reprezentanta je tale olimpijada verjetno zadnja v njegovi karieri, vsaj igralski, da bodo fantje res strnili vrste in naredili vse, da priborijo polfinale za Slovenijo, kar bi bil velikanski dosežek, če se mene vpraša, za slovenski rokomet. In se zdi, da je Norveška tu v bistvu tista reprezentanca, proti kateri najbolj lahko tudi slovenska igra pride do izraza. Nekako se da igrati proti njim, no, ker se mi zdi, da Danci so nekako iz drugega planeta, že kar nekaj let, Francozi z svojim občinstvom, pa z dvorano oziroma stadionom, bo verjetno noro tudi za Nemce in naposled Egipt, meni Egipt pač ne leži, oziroma jaz se bojim Egipta. Zato nisi šel v Hurgado ali kamorkoli v Egipt na morje. Ne, po drugi strani, se pravi, Slovenija je že premagala Švedsko na tej olimpijadi, tako da
relativno oziroma dokaj podoben stil gojijo tudi Norvežani. To smo znali, oziroma Slovenci so to znali zelo, zelo dobro ukrotiti, pokazati svoje prave moči. Je pa tisto, kar velikokrat ponavljamo, se pravi, vse, kar je bilo, je sedaj treba pozabiti in sedaj je finale za nas. Selektor Zorman je vse skozi govoril, da je vsaka tekma finale. Popolnoma se strinjam z njim. Po drugi strani pa sedaj četrt finale in to je knockout sistem in ena tekma ti prinaša 2 tekme za medaljo, poraz pa nažalost te pelje domov. In ne bi želel preveč hvaliti, da smo zelo srečni, ker smo dobili Norvežane, ker potem hitro prileti bumerang. Ravno pred temle studijom sem poslušal pomočnika selektorja Krecoja Zorana Kedačiča, ki prihaja iz istega mesta kot jaz, kjer sem se nekako rodil iz Šoštanja in je zelo z veliko vnemo govoril, kako so zadovoljni, kako so zanalizirali, kako so pripravljeni, kako je vse, pa smo videli, da se potem na igrišču lahko povsem drugače obrne, tako da počakajmo na tekmo. Mislim, da Slovenija je pripravljena na veliki met, mogli bodo pa sigurno skozi 60 minut narediti vse tako, kot so danes, nažalost, oziroma Poljaki proti Sloveniji v odbojki. Zdaj, Mičo se Egipta boji kot hudič križa. Cel dopoldne ga že poslušam, kak je Egipt, in sploh in samo, da smo se ga rešili. Sam sem si jih pogledal na tisti prijateljski tekmi v Celju, preden so šli na olimpijske igre. Vem, da gre za dobro reprezentanco z Jahijo, z Elderajem, ampak sam menim, dolgo časa namreč kazalo, da bomo dobili Egipt, pa potem po včerajšnji zmagi Egipta proti Argentini in porazu, mislim, da Norveški proti Danski, je padla Norveška. Vem, da so dobri, ampak sam menim, da so vendarle bolj ugodna opcija kot pa Norveška. Kdo na tem svetu je tako nor, da si želi Skandinavce razen Mitje Holdena? Pa tudi jaz sem si zadovoljna, da je tako, kot je. Je boljši izbor Norveška? Ja, to bomo videli po četrtfinalni tekmi, ampak v tem trenutku so določene stvari, ki se popolnoma strinjam s tabo, Alen, se pravi, Egipt nima toliko dobrih posameznikov, kot jih ima Norveška, ampak ima neko surovo moč, katere se naš Mitja tako boji. Po drugi strani imajo tudi sedaj že kar nekaj časa pridih na selektorskem stolčku, španski pridih, se pravi, sedaj je Pastor, prej je bil Davis, 2 Španca na selektorskem mestu, se pravi, afriški rokomet plus zmes španskega rokometa imajo marsikaj, ampak vseeno, jaz bi pa morda raje videl Egipt. Meni so atipični, tako ker je Japonska nek drugačen rokomet in se mi zdi, da tu ta naša prilagoditev, mogoče ne pride toliko do izraza naša igra, no. Samo iz nekega tega razloga. Tako da. Zakaj le ne? Ker bi bili preveč tepeni Slovenci ali kaj? Ne vem. Ko se mi zdi, da enostavno ni dosti prostora pol za zunanje igralce, čeprav imamo hitrost, ampak ne, jaz sem zadovoljen z Norvežani. Navadno se takšne tekme, ko so zdaj na tem nivoju, veliko rešujejo s taktično močjo. Seveda je telesna moč tudi vedno pač prisotna in pomembna, ampak ravno toliko bo pač pomembna ta taktične različice, ki jih bodo lahko. Sam tukaj so pa oboji močni in Slovenci tako, in vsi pravzaprav na tej ravni bi rekla jaz, da so res vsi malo drugačni, ampak močni pa vsi. In v veliki meri bo spet odločala dnevna forma, kar smo se pa že naučili. Zdaj, naš selektor je nekako, ne direktno, ampak nekako posredno priznal, da smo malce kalkulirali in da smo si ne izbrali, pač pa izbirali nasprotnika. Želeli smo se izogniti Danski, ki je ne želi nihče, in pa Franciji. S tem se nekako strinjam z njim, kdo bi si želel igrati na Pierre Mauroyu v Lillu pred 25.000 Francozi s francosko reprezentanco. Se mogoče kdo boji, da bi se nam to maščevalo, da smo malce izbirali? Pa jaz mislim, da ne. Že zato, ker niso zelo izrazito kalkulirali in zelo redko smo pravzaprav v taki situaciji, da sploh lahko kaj, ponavadi je potrebno iti na glavo, z glavo na glavo. Tako da, pa tudi mislim, da ni bilo velikega poudarka, drugače bi se jaz tudi bala tega kalkuliranja, se tudi malo vraževerna ali karkoli že, ampak tukaj se mi zdi, no, da so pa pač igrali to tekmo, kakor se čim bolje da, ni bilo v spredju kalkuliranje, tako negativno kalkuliranje, no. So pa igrali taktično modro. Jaz mislim, da je več modrost. Dejstvo je bilo, če bi zmagali, bi šli na Francijo. Ja. Ja, lahko smo videli, da je slovenski selektor Uroš Zorman bil kar direkten po tekmi in je dejal, da kot igralec, ko je imel možnost, so izbrali takrat Dance in so imeli 1% možnosti in so se s tem nekaj naučili v tej smeri
v smislu tvojega vprašanja. Sam sicer, in verjamem, da tudi Marta, ko smo na klopi, ne razmišljamo v tej smeri, da bi katerokoli tekmo namerno izgubila, ampak vseeno naj se, bom rekel, ta mala karmica, ki se mu morda lahko prikrade zaradi tega, odmakne v tej tekmi četrtfinalni in naj ta računica, ki so jo nekako Slovenci izpeljali, pripelje do polfinala. Po drugi strani pa tudi, če bi Slovenija imela vse moči razpoložene proti Nemčiji in če bi igrala, bom rekel, z udarno postavo skozi celotno tekmo oziroma tako, kot bi tekmo peljala, kdo pa bi lahko dejal, da bi mi vsekakor premagali Nemčijo v tej tekmi. Zdaj začelo se je s porazom proti Španiji, potem smo mislim, da premagali naše južne sosede, ravno takrat sem bil na morju. nisem jih dosti videl in slišal, tudi jih kaj dosti nisem dregal. Potem pa tista zmaga Švedsko, tam smo nekako začeli verjeti, da pa so letošnje olimpijske igre lahko tiste, kaj ne? Jaz bi te nekaj vprašal, če mogoče veš, da je tekmo četrtfinalna Slovenija-Norveška. V sredo ob 21, nič ali pa Zakaj sem te to vprašal? Slovenija je izgubila tekmo ob 9 zjutraj, odbojkaši so izgubili tekmo ob 9 zjutraj, tako da ta termin odpade, kar je zelo dobro. smo se izognili. Meni deluje reprezentanca zrelo. Tako na igrišču, kot tudi pri vodenju. In tudi, če smo kalkulirali, oziroma če smo vsi izbrali tekmeca, se mi zdi, da smo, kot rečeno, tudi nekako, ušla mi je beseda, ampak da smo si lahko to dovolili, oziroma... Dobro kalkulirali. Ja, mislim, tako tudi ne izpade, kot si Marta rekla, pač negativno, ne, ampak tako zrelo, kot da nam je to dovoljeno, oziroma tudi si lahko vzameš, če je že tu Se bi bilo pravzaprav nespametno, bi bilo to tekmo igrati, dejstvo, da smo vsi vedeli, zakaj gre, in bi bilo nespametno igrati z istimi, mogoče doskrat se to zgodi, pač malo načeti igralci z manjšimi težavami, ne, in če bi itak tukaj dali te malo načete igralce v igro, bi bilo taktično nespametno. Vse vemo, da je treba računati vedno. Ta tekma pa še na nek način eno oko imeti do konca, do finala. Za temi Švedi so prišli Japonci, v taboru reprezentance so opozarjali, to ni mačji kašelj, to ne bo šlo tako z lahkoto. Verjetno nas je, moram priznati, bilo veliko, ki smo rekli po zmagi proti Švedski, pa nam ne bo Japonska delala problema. Če smo premagali Švede, na koncu se je izkazalo, da je šlo res s težavo. Je bila to najtežja tekma na prvenstvu, čeprav se čudno sliši? Pa za mene iskreno ne. Edina tekma na prvenstvu do sedaj, v kateri sem bil popolnoma miren, da bo Slovenija dobila to tekmo. Čeprav rezultatsko ni kazalo tako, ampak vsi ljudje okoli mene, bilo je kar nekaj prijateljev, ki so sedeli, so se tresli, skakali, hodili po sobi, jaz pa sem mirno sedel in čakal. In mislim, da, tako sem dejal tudi Luki Žvižeju, pomočniku selektorja po tekmi, vem, da je njim veliko težje in vem, da ima japonska kvaliteto. Ampak moje mnenje osebno je, da če bi igrali 14 dni to tekmo, Japonci bliže, kot so bili, ne bi mogli priti. Jaz sem imel enako, sicer tekme nisem spremljal čist podrobno, ampak bila je prižgana televizija, vsake toliko sem pogledal, malo vodijo, prišli smo nazaj, dobro, vse bomo že rešili in dejansko pač mirno. Čeprav čuden oziroma drugačen nasprotnik, ampak ja, na koncu zmaga. Aleks Vlah je tu zabil 14 zadetkov, je komu uspelo prebrati, videti, kaj je tisto jutro Aleks jedel pred tekmo? Ni. Mislim, da je samo en gol manj od Poljaka, priimka ne vem, leta 76, Ja, ki je dosegel 15 zadetkov, to je bilo največ v zgodovini olimpijskih iger. Aleks je rekel, če bi vedel, bi si vzel še enega ali pa dva. Ja, ne bi. Mislim, vem, da Aleks ni takšen igralec, ki bi nekako si štel gole in šel loviti ta rekord, po drugi strani pa enostavno igra tako nanesla, da Aleks pa je igral v življenjski formi, če se lahko tako izrazim, in res, kot še nekateri drugi igralci, vleče slovenski voz. Ta generacija 96-letnikov, v kateri sta trenutno najbolj v ospredju Blaž Janc in pa Aleks Vlah, ob tem je tu tudi Urh Kastelic, je res ena najbolj nadarjenih slovenskih generacij, kar smo jih imeli v moški sceni, in prihaja nekako do daha in res vsaj v napadu, pa tudi v obrambi marsikaj postorita in želimo si seveda, da mogoče pa Vlah sklati še ta rekord.
v nadaljevanju. Meni se super dopolnjujeta oba, tudi to, da igra Janc na desnem zunanjem, je, Bingo. mislim, noro dobro, no? Ker je pač igralec, na katerega se ne moreš enostavno pripraviti. Ali ti pobegne, ali skoči preko bloka, vse zna, vse zmore, ali pa poda tamle na velikana na 6 metrov, ali pa nazaj v lahu in res To je res. super. Jaz bi pa okrog teh 14 zadetkov rekla, da tudi jaz verjamem, da ni štev, ne, da ni se šlo za to, koliko zadetkov bo dal, ampak da je bilo ekipno, taktično, spet bom rekla, zelo modro, da so narekovaju dali žogo tistemu, ki je res v formi, v dobri dnevni formi, pa tudi to mi je všeč, res ta rešitev z Jancem, pa je, tukaj se tudi izkazuje, da je selektor Zorman takšen, ki ima, da rečem, pogum, da si upa tudi relativno nenavadne poteze narediti, včasih tudi drzne rešitve, taktične ali pa kakršne koli, no, in to je za pohvaliti. Ko smo že pri rekordih, pri zadetkih, Jure Dolenec je proti Nemcem zabil 702. zadetek od resu reprezentance, ujel je Luko Žvižeja. Zdaj sem tudi jaz nekako uspel spoznati Jureta takole izven rokometnega igrišča, pa mislim, če bi Luko vprašali, koga si želi, da ga prehiti, bi svojim načinom, odnosom, tako na igrišču kot izven njega, izbral prav Jureta Dolenca. Vsi pokal mu je že v bistvu predal, ne? Proti Norveški bomo imeli novega najboljšega strelca v vsej zgodovini. Ja, Prav upamo. gotovo. In upamo, da bo rekord čim bolj povečan. Tako je. S 14 zadetki, recimo, tokrat pa Dolenca. S 15. Januarja na Euru smo Norvežane premagali za en gol, zdaj če malo že pogledamo v prihodnost, pa se delamo pametni. Potem nas čaka zmagovalec Danska-Švedska. Če dobimo Švede, ki smo jih premagali, lahko gremo celo v finale. Če zgubimo, dobimo tam nekaj od Francija, Nemčija, Španija, Egipt, verjetno slednja dva, bog ne daj Mitja, da je Egipt. Odprta pot do medalje, toda najprej moramo reči hop, pa potem skočiti. Tale tekma z Norveško veliko prinaša. Tako ogromno. To je tekma, kot si že Branko rekel. Dve dobiš, pol še, če dobiš tole, dobiš še dve za morebitno kolajno. Alen je že po finalu, Zajce pa še debelo v gozdu, on ga pa že peče. Ja, mi smo na kavčih, mi lahko tako Sline se računamo. cedijo. Ja. Sline se cedijo, marsikomu. Ja. Isto tako imajo tudi Vikingi svojo računico, točno to. tako da, ampak absolutno, da mi vsi štirje močno verjamemo v uspeh Slovenije, tako tudi moramo razmišljati. Imam to srečo nekako, da imam vsaj preko telefona nek kontakt z igralci, z štabom in res so iz dneva v dan, iz tekme v tekmo, že prej so bili maksimalno povezani, ampak enostavno takšno tekmovanje kot Olimpijada še doda neko dodatno energijo, ki jo mogoče v drugačnem realnem svetu, če se lahko tudi tako izrazim, ni. In če že odbojkašem ni uspelo, na katere smo nekako vsi skupaj računali na glas za medaljo, pa upam, da bodo potiho po stranskem tiru, ampak na glavni tir prišli rokometaši Slovenije. Če se zdaj predstavimo še k dekletom, da ne bo dorekla Ja, to sem dekleta že in hotel Marta komentirati. predvsem, ker me že gleda, da govorite, kaj s temi fanti, da imamo še dekleta. Bi se že oglasila. Prva zgodovinska uvrstitev tudi za dekleta, najprej poraz z Dansko, po zgodovinski zmagi proti Koreji, pa potem tisti grd poraz, ki nas je verjetno stal napredovanje, poraz proti Nemčiji, mislim, da z 19 zadetki. Marta, kaj se je zgodilo, blackout? Ta opis je bil dober, no, meni se je tako, tudi sem tako doživljala, no, da na prvi tekmi niso bile še prav v tekmovalnem ritmu. Se mi zdi, da je bilo preveč očitno, da je reprezentanca, bom rekla, igralke, no, da so pod vtisom tega velikega prizorišča in teh imenitnosti olimpijskih iger. Na drugi tekmi so delovale tako, kot bom rekla, v skladu z sposobnostmi, ker je ta reprezentanca, ima res potencial, je kvalitetna, so kvalitetne igralke z izkušnjami lige prvak in tudi ogromnih evropskih prvenstev. Potem ta tretja tekma sem jo pa res tako, moram reči, da me je pa mal užalostil, zato ker se mi je zdel, da so šli povsem z napačnim pristopom v igro, kot da bi mal stopili v glavo, da smo kar zdaj pa že dokazali svojo veličino, ne, kar je pa zelo nevarno. To, kar sem rekla, Slovenija, ženska reprezentanca ima kvaliteto, ampak ne kar ni dovolj, da se kar pojavimo. Ne. Zelo je treba seveda se ustrezno taktično pripraviti in potem še ustrezno mentalno pripraviti
in tukaj je pač delovalo, da temu ni bilo tako, res ne. Jaz sicer zelo dobro vem, pa tudi v športni zgodovini se je že velikokrat zgodilo, da pride tekma, ko ti enostavno nič ne gre in ko nasprotniku gre vse. Tudi tukaj je bilo veliko tega, ne. Potem je bilo res ključno, kako bo iz tega poraza, kako bo reprezentanca stopila gor, potem je bila naslednja tekma bistveno boljša, ampak vseeno, malo grenkega priokusa ostaja. Ne, čeprav res ne smemo nikoli pozabiti, da je to uspeh celotnega ženskega rokometa, da se je to sanjali in delali na tem leta in leta, ampak vseeno, no, malo grenkega priokusa pa je, nekaj več bi se pa tudi verjetno dalo. Škoda se zdi predvsem vsaj meni tega, da se je vsaj zdelo po vseh tistih številnih napakah, da so se dekleta premagala pravzaprav sama sebe, da Nemčija sploh ni boljša, kaj šele toliko boljša. Predvsem pa boli dejstvo, da javnost se mi zdi ni pričakovala, da morajo nekako v knockout fazo in da ni bilo pritiska, da so si pritisk naložile kar same. Da so čutile pomembnost tekme. Ja, bolj so čutile verjetno pomembnost. Jaz ne bi rekla, da je bil kakšen pritisk javnosti. Mislim, da je javnost zelo veliko spoštovanje izrazila do tega dosežka. Tudi to, da je pač rokomet uspel res in to je res velik dosežek. To je kar nekako izjemno, no, to res predvsem tujina tako se čudi in visoko ceni. Niti ne bi govorila, da je tukaj šlo bolj za pritisk, no, meni se res zdi, da v to tekmo z Nemčijo niso šle, ne vem, pač z roko, čeprav tudi sodelujem z njimi. Tako to je enostavno bilo spletenih takih okoličin. Kot rečeno, neoptimalna mentalna priprava in potem še to, da nasprotnikov vse gre, tebi pa pač ne. Meni se zdi, da je ta tekma presekala tudi celotno reprezentanco, ne samo na tem obračunu, ampak mora biti tudi na naslednjih dveh, ko je bilo pol že v bistvu dosti veselja v polovico manj visokem porazu. No. Sej igra proti Norvežankam dobra, seveda nasprotnik najboljši na svetu, ampak vseeno se mi zdi, da je bilo mogoče preveč strahu pol tudi, da se ponovi še ta Nemčija. Branči, se tebi zdi, da so pregorele v želji, vedele so zmaga nas pelje verjetno? Povsem pravilno je, da si športniki postavijo više cilje, kot so mogoče realni, da jih lahko potem tudi dosežeš oziroma prideš čim bliže. Po drugi strani pa Nemčija je že na kvalifikacijah pokazala svojo moč proti Sloveniji. Očitno, čeprav imaš v življenju ekipe oziroma reprezentance, ki ti ne ležijo. In očitno je nemška reprezentanca vsaj zaenkrat nekako v določeni meri enigma za Slovenke. Po drugi strani pa bi rad dejal, da ko je Nemčija začutila, se pravi mi rečemo, ko je zavohala kri, ni stopila iz plina in je izkoristila maksimalno vseh 60 minut, tudi v smislu sebe, se pravi reprezentance Nemčije, da naredi največjo razliko, kogar je možno, če pride do kakršnih koli krogov v nadaljevanju, in zato bom rekel, ta poraz tudi tepe v smislu drugih variant, ki so mogoče še bile, če bi bil ta poraz, če je že moral biti znosnejši, ampak enostavno, ko gre in lahko narediš, trener naredi kar hoče, če bi imel 60 igralcev takrat na klopi, se verjetno ne bi obrnilo in to je bila ta tekma, ki pa je, jaz mislim, da kakorkoli, ko ti nekako prespiš to tekmo, še vseeno je v podzavesti nekaj takega, kar si človek ne želi, ampak enostavno mi smo tako vzgojeni, tako narejeni, da se obremenjujemo, da se sekiramo z določene stvari, nismo še v tej meri Skandinavci ali podobne reprezentance, ki jim je res, čudno se bo slišalo, ampak malo mar za zmago, za poraz, imajo nek svoj film, katerega živijo in ni euforije, ni katastrofe in velikokrat se jim zelo dobro izide. Jaz se sicer strinjam tukaj, kar se tiče Nemčije, da izpadali res, da ne leži, ampak mislim, da vse Nemčija ni toliko kvalitetna. Prepričana sem, da sploh ni bolj kvalitetna kot Slovenija, ker sem ne nazadnje tudi uno tekmo v Ulmu gledala v živo, pa se nam pač takrat ene različice taktične niso išle, ampak po kvaliteti igralk je pa Slovenija sigurno v tem trenutku primerljiva. Zdaj zelo si želim, da bo tudi v
v prihodnje. Ne nazadnje se je videl tudi, je Nemčija izgubila z Korejo. Ne. Pa pravzaprav moč Nemčije bomo sicer videli zdaj še v nadaljnih tekmah. Ne, tukaj se je pač res nekaj čudnega zgodilo, no, v tem smislu, kot sem rekla, verjetno ne čisto optimalna mentalna priprava in enostavno dnevna forma, ko nekomu vse gre, nekomu nič ne gre. Ne. Tako da ta del res lahko obžalujemo in res potem nas je to presekalo. No, to je bilo pa ključno, da bi potem lahko še nadaljne, ne, ker Norveška je sicer absolutno kvalitetnejša, ampak tudi Slovenija zdaj ima tak potencial, da bi lahko tudi težje, ker to kaj je šport, glavna stvar, to, da majhen računa, kako bo velikega premagal in to bi bilo možno, ampak na poseben način. Ne bi bilo potrebno tako kot rečeno coast to coast, ne, ampak da bi res si nekaj posebenega zmislili in to teoretično bi se dal. Ne. Predvsem pa tudi zadnja tekma, no, res nas je potem presekal, ampak vseeno moramo zaključiti s tem oziroma večkrat ponavljati, da to res je bila res velik dosežek, da je Slovenija kot takšna prišla na olimpijske igre in naj se iz tega vsi veliko naučimo, predvsem mora pa slovenski ženski rokomet iz tega, da rečem, požeti nekaj, da bo znal navduševati otroke, da bo čim več deklic v rokometu in da bo slovenski rokomet šel naprej, da bo Krim Mercator še vedno uspešen v Ligi prvak in to je zdaj na osnovi tega je treba zajezditi ta veter. No, ravno sem želel reči, da počasi zaključimo s to Nemčijo, da ne bo izpadlo, da kritiziramo oziroma da je vse skupaj izgledalo tako slabo. To je bila praktično edina črna pika na prvenstvu. Vemo, športnik, ko izgubi za 19 golov, je verjetno sesul, težko ga dvigniti. To, da dekleta so odgovorila na fantastičen način, čeprav so izgubila in šla domov proti Norveški in Švedski, kjer so celo vodila po prvem polčasu. Vemo, tudi zmaga proti Švedski bi nas še vedno odpeljala dalje. Ja, res, relativno hitro oziroma dobro so se pobrale po tej tekmi, ki smo tako upevamo. In predvsem dobršen del tekme z Norveško, vsekakor pa proti Švedski so prikazali zopet, bom rekel jaz, da kar optimum tistega, kar premorejo oziroma kar lahko naredi ženski rokomet in jaz bi v tem trenutku izkoristil priložnost in čestital vsem, ki so bili, ki so in še bodo v ženskem rokometu, seveda tu, pa ne zato, ker sedi tukaj, ima Marta veliko vlogo v ženskem rokometu, ob tem, da ne vem, koliko vidva fanta poznata samo srž slovenskega ženskega rokometa. Relativno oziroma izjemno malo pravih klubov v slovenski ligi, zelo malo igralk profesionalnih in pa Slovenija na olimpijadi. Ja. To je praktično nemogoče in zato, evo, kurja polt in jaz še enkrat čestitam ne samo tem, ki so v tem trenutku akteri, ampak vsem, ki se borijo za ženski rokomet, da še sploh obstaja na stran, bom rekel, Krim, ki je poglavje zase, z vsem spoštovanjem do Ajdovščine in vseh ostalih klubov, ampak res vsa čast in vsaj upam, da bo katera od potencialnih igralk, ki so na mapi, še vztrajale v rokometu, da bodo nekako probale ponoviti ta uspeh, ki je za mene res sanjski. To je kot da bi, če lahko nekako karikiram, kot da bi slovenski klub nogometno, katerikoli, v Ligi prvakov prišel v finale Lige prvakov, jaz bi tako enačil ta uspeh slovenske ženske rokometne reprezentance. To je Branko res lepo povedal in hvala ti za to. Res in bolj, da si to ti zaslužil. Ja, to se zdaj lahko malo spije na to. No, jaz bom pa tudi res to še enkrat rekla. Ne? Dejstvo, da ta situacija v ženskem rokometu je tako dvopolna. Ne? Na eni strani je res pač Krim, ki ima, hvala Bogu, ampak je treba tudi poudariti, da Krim Mercator ogromno. Mislim, brez Krim Mercatorja tega uspeha tudi v sanjah ni možno in dejstvo je treba, verjetno tudi je prav, da se pove, da to ambicioznost v ženskem rokometu ali pa kar v rokometu je začel Zoran Janković, zasluži se, da se to pove. Ne? In takrat že z temi smelimi, visokimi cilji, najprej, da bo Krim državni prvak, že to je bilo takrat enormno in potem Krim bo evropski prvak, to je bilo, ja, kako, iz kje, ne? No in skratka, vse to se uresničuje in je tole kar na nek način vrh, ne? Veliko je polemik o tem, ne, pač mlade igralke,
Dejstvo, da se v teh pogojih vrhunskega športa težko, da rečem istočasno, tudi razvijajo mlade igralke, pravzaprav, ampak vse te, ki so sedaj nosilke v reprezentanci, so šle skozi to razvojno pot v rokometnem klubu Krim Mercator. To je prav, da se poudari. Mislim, da je vsaj 90, če ne več, procentov igralke, ki so en del svoje razvojne poti naredile na Krimu. Bog ne daj, da bi pa pozabili vse ostale klube. Brez vseh ostalih klubov, ne nazadnje, odkudar so te igralke talentirane prišle, tudi ne bi bilo nič. Kakor mi doskrat znotraj se malo kregamo, kaj Krim naredi, pa kaj drugi klubi, ampak ko pa se pogleda pa celoten gost, ali pa od zunaj, ki pogledajo, pa vsi rečejo, pa kaj, daj razlož, kaj vi delate v tej mali državici, da lahko iz tega pripeljete ekipo na tole, tako na olimpijado. Iz tega vidika je res doskrat dobro iti v tujino, zato da nam oni stavijo drugo ogledalo, da se zavedamo tudi tega, kar je bilo rečeno in kot sem rekla, kar je Branko res lepo povzel, da je res to, rečem, čudežna uvrstitev. Jaz sem rekel, Marta je rekla gost, jaz sem rekel, da je v ženskem nažalost gozdiček, v katerem so srnice v narekovajih, ki prihajajo, in tu je že Marta omenila, in res veliko igralk pride iz drugih klubov, manjših klubov v Krim in tam nekako zorijo, se sestavijo, brusijo, grejo tudi nekatere v tujino, začasno pa se vračajo potem v Krim, kajti nekako Krim je ta smerokaz oziroma pot, ki vodi. Bi pa želel dejati, da še enkrat, da tudi te manjši oziroma mali klubi, moram tako reči, so zaslužni, da se sploh pojavijo na mapi ta dekleta, te deklice, ki pridejo potem, bom rekel, v Krim oziroma na ta nivo, da danes zastopajo Slovenijo oziroma so jo nastopali na olimpijadi. Po drugi strani pa, tu me bo Marta lahko popravila oziroma potrdila, je mislim, da kar veliko igralk, ki niso direktno vzgojene v Krimu, ampak so iz marsikaterega drugega kluba iz celotne Slovenije. Ja, absolutno. Se bi lahko šli kar po imenih in bi videli točno, da so iz cele Slovenije. Ampak kot pravim, če bi one ostale v teh svojih okoljih z vsem spoštovanjem, in sem povedala pomen teh ostalih klubov, če ne bi imeli mi Krima z temi pogoji, hvala Bogu, konkurenčnega najboljšim klubom v Evropi, pač bi te igralke ostale verjetno zelo dvomim, da bi lahko bile na olimpijadi. Tudi Liza Omoregi ne bi bila na olimpijadi, če ne bi se vključila v slovenski rokomet, oziroma če ne bi takrat pripeljal rokometni klub Krim Mercator oziroma jaz kot trenerka takrat. Ampak to se je zdaj res dobro. In bi bilo škoda za slovenski rokomet, da ne bi bili mi vsi tega veseli, ker ne bo še 100 takih priložnosti, ker se bomo lahko ob tem veselju tako poenotili. Kot sem rekla, največja želja pa je, da bi ta, da rečem, nastop, ta uspeh, da bi bil motiv, da bi prižgal iskro v vseh teh ostalih klubih in da bomo znali delovati skupaj in da se bomo spet povezali. Ker nujno rabi iskro, recimo reprezentančni rokomet v mlajših starostnih kategorijah, kjer pa smo zdaj malo padli in bo treba res delati povezano, skupaj, strokovno, iskreno, predano, da bo lahko ženski rokomet spet na tej ravni. Zato, ker drugače povedano, 90% deklet igra rokomet v Sloveniji iz ljubezni do športa. In Slovenija na olimpijadi ne živijo tega. Skratka, čestitka za ta uspeh, kljub koncu po skupinskem delu gre reprezentanci, torej selektorju Adžiću, strokovnim štabom, vsem igralkam, tudi Krimu in vsem ostalim klubom. Moja komentatorska pot se je začela ŽRK z Dežele, poznam ŽRK Velenje, Litija in približno vem, o čem govorite, tako da čestitka gre seveda tudi njim. Lahko zato zdaj pričakujemo tudi v teh klubih zaradi tega uspeha več otrok v novi sezoni. Mičo? Jaz upam, da ja. Že na domačem evropskem prvenstvu smo govorili o tem, da enostavno ne smemo zaspati zdaj, ko je en vrhunec tu je zdaj bil zdaj že naslednji. Treba enostavno vrteti kolesa naprej in se truditi, pač, da veliko več punc deklet pride v klube in piše v bistvu nove zgodbe. Ja, to je res.
To je res, ampak tukaj je seveda na rokometnih delavcih, predvsem na trenerjih, so ponavadi gonilna sila. Poleg tega je potrebno navduševati otroke, kar je dostikrat najtežje. Ne? Mi zelo veliko, ne nazadnje, na trenerskih usposabljanjih govorimo, kako tehniko, kako taktiko, kako to, ne? Ampak zdaj v teh časih pa jaz to spoznavam, da je za trenerje najtežje, kako jih navduševati, kako jih prepričati, da je to, da se ukvarjajo z športom, za njih dobro. Zakaj je dobro, da izberejo prav rokomet? Zato, ker je rokomet podoben kot življenje. Ne? Relativno veliko je tega, tudi, ne vem, da te kdo odrine, da padeš na tla, ampak tudi v življenju je tako. Ne? Ampak najdeš lahko tudi ljudi, ki skupaj s tabo ustanejo ali pa ti pomagajo ustati. Ne? Torej, zdaj je seveda na nas vseh rokometnih delavcih, res, da bomo najdeli to, poleg znanja, verjetno ga imamo še to osebnostno moč, da bomo navduševali otroke. Za rokomet pa tudi za vse ostale športe. No. Jaz sem zelo tukaj, tudi ostale športe podpiram. Tu lahko se mi zdi, Krim, pa v bistvu celotna Slovenija zdaj nekako tudi izkoristimo Ano Grot, ki se je vrnila. Tudi njena zgodba je noro uspešna, začela se je v Ljubljani, pa trnava pot v tujini, zdaj je evropska prvakinja, pa je prišla nazaj. Njena pot rokometna. Ja. V Velenju, ja. Sam je pa lepo, ker ona to vedno tudi poudari. Ja. In tudi poudari, kdo je z njo delal. Prava ambasadorka, no, ki bi lahko v bistvu s to svojo zgodbo navduševala vse in zdaj, ko je v Ljubljani, ko bo pač vsak lahko prišel pa pogledal najboljšo desno zunanjo, se mi zdi super priložnost. To mi je zelo dobro izpostavljeno in tako, zdaj sem dobila tako preblisk. Ne? Ana sodeluje tudi v tem projektu Evropske rokometne zveze Respect Your Talent, ne? To se pravi pač spoštovanje, kar je dobro, ne? Ampak prav gotovo je pa spet na nas, da bomo znali njo narediti kot ambasadorko rokometa v Sloveniji. Je pa seveda, treba pa poudariti, je pa v prvi vrsti Ana Gros prišla v Krim zato, da bo Krim spet na Final Fouru. Da bomo med najboljšimi 4 ekipami v Evropi, moramo najti ustrezno razmerje med tem, da bo ambasadorka torej za otroke, predvsem pa, da bo ambasadorka tega, da bo Krim spet na vrhu Evrope, kjer pač pot pozna in verjamemo, da letošnji sezoni pa končno spet bo. Mitja, kako ti je lahko ušlo, da je začela v Velenju? Še dobro, da se je UNO takoj oglasilo. Pa da Marta sedi med vama. Dobro, da imamo tle branke. Ja, bom to balansirala. Kar se tiče ženskega dela, če ostanemo na olimpijskih igrah, ostalo je 8 reprezentanc. Norveška, Brazilija, Danska, Nizozemska, Madžarska, Švedska, Francija, Nemčija. Razdelimo medalje. Jaz pravim Francija zlato, srebro bi dal norveški, bron pa nizozemski ali pa danski. Vi? Da vidim, kako se križajo. Jaz bi dala zlato norveški. Jaz tudi. Branči, ti tudi? Tu meni diši ta Brazilija. Veliko sem jo gledal, igra zanimiv rokomet. Sicer ne vem, kako se križa, s kom. Že kar zdaj ima v Norveška, Brazilija, četrtfinale, križa se z Dansko, Nizozemsko. Tu bi sam dal malo prednosti Norveški zaradi vsega, kar ima, tako da verjetno jih ne bo v boju za medaljo. Če pa bojo, pa znajo biti v finalu. Če naredijo presenečenje in premagajo Norveško, kar za mene je bilo absolutno presenečenje, bilo bi majhno presenečenje, ker res Brazilija je pokazala zelo kvaliteten rokomet skozi celotno olimpijado. Seveda Norveška ima kvalitete, kot ima. Francozin je kvaliteta in pa domač teren. Jaz sam Danske ne vidim v boju za medaljo. Jaz že kar nekaj let v bistvu čakam na to Madžarsko, ki ima noro uspešen enormne denarje. Generacije imajo, mislim, osvajajo svetovna pa evropska mladinska prvenstva v ženski konkurenci, ampak na članski nekako vselej so blizu, ampak ne tam, kjer bi človek mislil, da pa zdaj pa je že mogoče čas za naslednji korak. Tukaj si ravno omenil Madžarsko v ženskem rokometu. Kot sem že dejal, na kvalifikacijskem turnirju Tatabani na Madžarskem sem imel možnost debatirati tudi z ključnimi ljudmi madžarskega rokometa, kjer res vlagajo enormne denarje v rokomet, tako moški kot ženski in tudi akademije in vse ostalo. In sem prvič v življenju, moram reči, navijal na tem turnirju za Madžarsko. Zakaj? V primeru, da se moška in ženska reprezentanca ne bi uvrstila na olimpijado, bi ta denar, ki gre v rokomet, šel v košarko strani predsednika države. In zelo, zelo se je peklo na tekmi Madžarska in Portugalska in moram reči, da sem kot neutralen gledalec navijal za Madžarsko. Tako da so pa, govorimo pa res o enormnih denarjih za rokomet.
Ja. Rokomet je s tem dosežkom z uvrstitvijo obeh reprezentanc dobil veliko priznanje, eno dodatno. Ana Gros je bila v Benju Savšku za Stavonoša, ni sicer bila prva, ker je bil Beno Lapajne, 2-4, Branko, če me popraviš, je res, v Grčiji, v Atenah, Je pravilno. ampak zato dobijo možnost samo izbrani. To je priznanje. Ja, glede na kariero, glede na evropski naslov, se mi zdi čist korektna izbira. Si zasluži. Bi mogoče izbrali še koga drugega? Ne, jaz sem čisto zadovoljen in prav srečen, Kapetanka je to ni. da je bila za Stavonoša ob Benju Savšeku rokometašica, v tem primeru Ana Gros in kot je že Mitja dejal, za svojimi uspehi, za svojim požrtvovalnostjo, z vsem, kar je naredila do sedaj v rokometu, pa verjamem, da je še veliko pred njo, mislim, da zasluženo. Ob tem, da vsi seveda upamo, da bi se te stvari, te sanje ponavljale, se pravi, da bi Slovenija imela žensko reprezentanco na vsaki olimpijadi, ampak bo preklemansko težko ponavljati te stvari. Se strinjam z vami in se podpišem pod vaše izjave, pa bomo Ano Gros kar izkoristili, da se prestavimo z olimpijskih iger na klubski nivo. Nova sezona Lige prvakov, Lige prvakinje pred vrati, ena je končana, če mogoče najprej sklenemo nekako njo. Slovenci smo slavili v obeh kategorijah. Makucen Janc z Barcelono, Grosa oziroma Ana Gros z kako Mičo? Mičo je edini, ki zna izgovoriti, ne Džer, ampak Mičo, kako je? Gjer. Zato, ker Mičo je Gerom. zelo blizu. Ja. Zelo blizu. Mi smo Mađari, smo se pa učili mađarsko. Kako ste videli obe zmagi naši v finalu? Mislim, Barcelona, zame je bila to dosti podobna tekma kot ta Slovenija-Japonska. Se mi zdi, da bi bilo težko, da bi Barcelona izgubila. Z Luko sva takrat komentirala. Se mi zdi, da sva 3 ali 4 med time-outi izpostavljala Diko Mema, da uničuje rokomet, ker se dvigne pa zadane. Kadar se mu pač zamisli oziroma ima idejo, da bo pač zdaj zabil, pa zabije. Ne? Na koncu je bilo tesno, Hansen je imel še on strel, šlo je v okvir, bilo bi noro, mora biti celo zasluženo, da bi dobil tudi on lovoriko, ampak na koncu se mi zdi Barcelona prepričljivo skozi celotno sezono in tam, kjer nekako mora biti. Meni se zdi fenomenalno, da imamo take izjemne posameznike in jih moramo res tudi znati negovati te bisere slovenskega rokometa in vse ti omenjeni so takšni, ne? In seveda, ko oni igrajo pa za te tuje klube, se mi seveda veselimo z njimi, da ne govorim pa, koliko ti igralci res ogromno prinašajo slovenskemu rokometu, potem, ko igrajo za reprezentanco in že omenjena Ana Gros je res v vseh teh letih bila gonilna sila reprezentance bolj kot kdorkoli drug, tako da je vse tukaj pač na mestu. Tudi verjetno smo veseli tega, da je absolutno Džer bil evropski prvak končno, res imajo izjemno ekipo z izjemnimi posameznicami, seveda Džer prihaja v novo obdobje, pravzaprav se vsi klubi tudi Krim, no predvsem glavna želja je pa, da bo tole pač ta energija Ane Gros v Krimu pomenila torej napredek Krima v kvalitetnem, to se pravi, da bo končno dosežen cilj uvrstitev v Ligo prvakinj, istočasno pa tudi, da bo to iskrica za vse slovenske klube, kar je bilo že rečeno. Pa bom rekla, tudi moški klubi tudi potrebujejo iskrico, ne? Ampak super so ti posamezniki, to sem želela reči, ker trenerji lahko vedno rečemo, lej, splača se ti trenirati rokomet, zato ker je kot prva stvar dobra, taka krepostna, močna igra in zato, ker boš nekoč lahko nastopal v takih velikih klubih, osvajajo velike stvari, pa ne nazadnje tudi zaslužki v vrhunskem rokometu so čist primerni, niso primerljivi z nogometom, ampak so lepi in ti ljudje, ki smo jih omenjali, ti igralci imajo res izjemne kariere in jih je za spoštovati in jih je dati na piedestal. Doktorica je uporabila Džer, pa sem te gledal, če boš reagiral. Mene vedno popraviš, nisem več alergičen na to, tako da... Ti status ne dovoljuje, z doktorico se tudi mislim, da je elektorsko pravilno tale Dž. Ne, pa tudi v angleščini se reče Džer. Se hecem. Gjer, drugače znam, jaz se Gjer. Govoril sem na oprosti, Branči, izvoli. Ja, velik privilegij je, da recimo v moškem rokometu Lige prvakov veš že v finalu, da bo Slovenec evropski prvak, se pravi na eni strani Janc in Makuc, na drugi strani Aleks Vlah. Veliko vprašanje je bilo, konkretno meni postavim, za koga bom navijal.
in mogel sem biti pošten in reči, naj zmaga boljši, kajti vsi trije, imel sem to čast, da sem vse tri treniral v svoji karieri in vsem trem sem privoščil, čeprav po eni strani Makuc in Jan sta že okusila slast Lige prvakov, Alex Vlah je bil prvič v tej vlogi in nekako tudi Mikelu Hansenu bi človek želel nekaj takšnega. Ni mu uspelo z Parizom, ni mu uspelo v celotni vrhunski karieri. Na reprezentančnem poligonu mu je uspelo vse, na Kluskem je imel zadnjo priložnost, ni mu uspelo. Tako pa po drugi strani mislim, da bosta Blaž Janc in pa Domen Makuc še kar nekaj časa nabirala te lovorike in edina žal, ki je, ko je leta 2018 oziroma pred sezono Blaž Janc zapustil Celje, imel je na mizi pogodbe Barcelone in Kielc, odločil se je za Kielce, jaz sam osebno kot njegov trener sem mu svetoval Barcelono, povedal sem mu zakaj, on je bil drugačnega mnenja, želel sem že reči to, da bi v tem trenutku imel že enih 5-6 lig prvakov in to bi bilo vrhunsko. Po drugi strani pa je tu še kar nekaj igralcev, ki pa upam, da bodo v bližnji prihodnosti tudi okusili slast Final Foura, tako v ženski kot v moški konkurenci in pa rad bi se vrnil še nazaj na ženski reprezentančni rokometni olimpijadi in tu se boste vsi strinjali z mano, slovenske vratarke na tej olimpijadi so bile vrhunske. Ja, to je res. Zakaj sem to dejal? Ker v današnjem rokometu zelo so izenačene ekipe in tisti, ki ima boljšega vratarja, lahko računa na zmago oziroma v primeru, kot je slovenska reprezentanca, če je na papirju slabša, lahko samo z vrhunskimi vratarkami parira boljšim reprezentancam in to se je dogajalo na tej olimpijadi. No, jaz sem pa mi je bilo zanimivo, ker si rekel, da upaš, da bo čim več, da bodo nekateri osvojili in v moški in v ženski konkurenci. In sem pomislila, mogoče bomo imeli tudi takšen primer, ko imamo sedaj veliko polemik. Ja, istočasno ali pa eno za drugega. Imamo te polemike, kdo nastopa za moške, pa kdo za ženske. Na ta boks, mislim, to me je malo parodijo. Tu pa Marta, čisto odvisno, kako se počutiš. Ali pa mogoče. Če se bom jaz počutil za naslednjo olimpijado kot ženska, mogoče pa lahko boksu. To malo za šalo. Pojmo k resnemu rokometu. Branči, lepo si omenil točno tisto, kar sem želel tudi jaz reči. Če v finalu ne bi bilo pri moških Janca in Makuca, bi verjamem, da vsi karieri Mikela Hansena privošli tisto zmago. Usoda se je zelo grdo poigrala z njim. Še zadnji šut, če se ne motim, je imel na voljo. Govoril sem z Aleksom Vlahom na pripravah v Kranjski Gori, pa sem ga vprašal, kako je, pa je rekel, sekira se, ne spi veliko dni, veliko noči. Vemo, da ni najbolj psihično stabilen igralec, vemo za tiste težave z depresijo, zaradi katerih je prekinil svojo rokometno kariero. Celo naj bi dejal Aleksu takole v pogovoru, lahko bi tisto roko, ki sem jo imel, obrnil še nekoliko navzdol, šla bi žoga niže, šla bi v gol, bil bi podaljšek. Kako hud udarec je to za njega? Tako smo že prej dejali, človek, ki je, bom rekel, pisal zgodovino rokometne igre v zadnjih 20 letih. Na reprezentančni karieri je osvojil vse, kar se osvojiti da. Na klubski ravni je potolkel marsikateri rekord po doseženih zadetkih, tako v Ligi prvakov, kot bom rekel tudi v nacionalnih prvenstvih. Je pa res, da Lige prvakov ne bo osvojil nikoli. Tudi kar nekaj NBA igralcev v košarki je takšnih, ki so osvojili marsikaj, pa nimajo prstana. Po drugi strani jih ima kar nekaj Slovencev prstana iz lige NBA. Tako da Mikkel Hansen je zaznamoval rokomet, nažalost, tudi verjetno to, kar si prej rekel, je botrovalo k temu, da bo po tej olimpijadi sklenil svojo športno pot. Jaz mislim, da fizično še vedno lahko, da bi lahko dodajal nekaj in poskušal dobiti ta evropski naslov, ki mu manjka v njegovi zbirki, ampak tega ne bo nikoli dobil in jaz moram reči, da sem užival v njegovih predstavah in na tej olimpijadi vidimo, da nažalost meče se izvaja še samo 7-metrovke in pa prihaja v igro ne vedno, ampak tu in tam, ko imajo danci igralca več in vsekakor to ne zmanjšuje njegove veličastne kariere, do tega, da smo lahko hvaležni, da živimo v njegovem času. Ob Hansenu se poslavlja še en velikan, Nikola Karabatić, tudi on nekako z grenkim prekusom s Parizom mu ni uspelo osvojiti Lige prvakov. Je pa je trika, če se ne motim, Barcelona, Kiel, Montpellier.
Ja. Tudi njega bomo pogrešali, kaj? Ja, jaz bi tukaj rekla, se absolutno imam visoko spoštovanje do vseh teh naslovov, lig prvakov in evropskih prvenstv. Ja, absolutno je to pomembno in tudi vem, da je to, ko to osvojiš, nepopisna sreča. Ne? To je težko doživiš kje druge kot v športu, ko to osvajaš. Ampak za vse te posameznike, ki so bili rečeni, se mi zdi pa vsaj toliko pomembno, kaj bodo počeli v pošportni karieri. Ne? Koliko tega vsega, kar so dali že do zdaj, koliko bodo prenesli še naprej in proti koncu, potem, ko si že mal dalj časa od kariere, se po moje zelo dobro zaveš, da je ravno tako pomembno tudi, kaj tako nasplošno daš družbi in kako si res dober človek. To se pravi, v športu v zadnje čase se veliko govori o dvojni karieri. Ne? To se pravi, da si igralec in da istočasno še zaključuješ eno šolanje ali pa ne nazadnje poklic. Jaz pa zelo rada govorim o trojni karieri, pa tukaj bom spet ponovila. Ravno tako pomembno je, da so ti vrhunski igralci tudi dobri ljudje. Ne, imamo trojno kariero. Šport, šola in to, da si dober posameznik, ki narediš veliko dobrega za ožjo okolico, to se pravi svojo družino, da si dober človek, dober brat, sestra, mož, žena in da si ti dober državljan, zemljan, če hočete. Ko smo že pri tistih, ki se poslavljajo, Barbara Lazović je še ena, ki končuje, oziroma zdaj je končala, ker je konec zadnje tekme Slovenije na olimpijskih igrah. Marta, pobrskal sem malce socialno mrežo preletel, prav vi oziroma ti si tista, ki je sestavila karierni načrt z Barbaro Varlec, zdaj Lazović. Je bil speljan do potankosti ali se je zalomilo, pa je šla zadeva v drugo smer? Ne, še celo se je nadgradil, še celo bolj se je še poročila tam. To nismo načrtovali. Me je pa res v zadnjem obdobju zbodel, ker je nekaj bilo takih krivičnih in celo nepravilnosti in napačnih navedb, zato sem odreagirala kar redko. In ena od teh stvari je bilo, da je Barbara Varlec takrat prišla iz Brežic, izdelana igralka. Tudi slučajno pri 14 letih ne moreš biti izdelan igralec za Ligo prvakinj, to je povsem jasno. Ti se lahko zelo kvaliteten igralec, kažeš talent, to trenerji vidimo, prepoznamo, ampak seveda ni prišla izdelana. No? In potem je bila na Krimu v tistem obdobju in se je to povezovalo, da je prihajala takrat tudi Ana Gros v Krim in meni se je zdelo, da bo zelo težko dve tako mladi igralki, ne se mi je zdelo, vem, razvijati v Ligi prvakinj, dve tako mladi igralki. Ena bi imela prednost in se mi je zdelo škoda in tudi po osebnostih sem jih ocenila in zato sva z Barbaro res sestavili karierni načrt in je imela za izbirati, ali gre v Skandinavijo, ker sem jaz imela takrat veliko povezav in bi lahko različne klube uredila, pa nisem menedžer, tudi nikoli ne bom, ali pa v Zaječar, kjer so delali pa eno novo zgodbo in sem vedela, da bo tam v ospredju in sem vedela, da njen igralski karakter ji bo zelo odgovarjalo, da bo kot igralka v ospredju in je tudi bila in je takrat se lepo razvijala, se tam poročila in potem prišla nazaj, kar je bil načrt in potem verjetno tudi to zgodbo poznate, da je nekoč po treningu rekla, trenerka, lahko govorim z vami in sem jaz, brez da bi karkoli vedela, to je pa ženska intuicija, sem rekla, a si noseča? In je potem razlagala, da se je ona pripravljala, kako bo to razložila meni, jaz sem pa v sekundi vedela, enostavno vedela po ženski intuiciji, evo, tukaj imamo pa ženske prednost. In potem je ona spet šla in je prišla nazaj in ima lepo kariero, vmes še otroka, no, kaj sem še njej rekla, takrat, ker je bilo, dejstvo, da je bilo takrat v vprašanju Liga prvakinj, do kje bomo prišli, pa tudi naslov državnega in pokalnega prvaka in jaz sem takrat dejala, ja, kaj je bolj pomembno kot človeško življenje. In zdaj imamo Lukata Lazovića in ki je krasen človek in Krim nima samo naslovom, ampak ima tudi kar nekaj otrok. To je tudi nov trend v ženskem rokometu in na to sem zelo ponosna. Koliko pa je teh kariernih načrtov, koliko še se zdaj delajo, oziroma koliko pomembno je verjetno to? Kako izgleda to? Ja, vse to tako je, ne se ni bilo to, da rečem, kakšne doktorske dizertacije okrog tega, ampak bil pa zelo resen pogovor o tem, da ima, katere možnosti ima, zakaj ima take možnosti in kako naj bi se potem njena pot nadaljevala in približno tako se je. Tako primer lepe kariere. Meni celo zelo žal, da Barbara nehuje, vidim še veliko potencijala v njej, čeprav je zdaj na način, kot je sedaj, ki malo, da rečem, z zavorico igra, ni to, ampak drugače pa še veliko potencijala. Morda se pa še premisli. Čeprav ima dovolj, je bilo tudi nje težko, tudi tabor reprezentance ženske sem obiskal na Rogli, tako sem se sprehodil po stopnicah, mimo nje sem rekel, Barbi, pa ja, ni to. Pa pravi, je gotovo, zadnji ples, smok je šel skozi grlo,
očke so postale solzne. Pogrešala bo nas, kakorkoli nas imajo novinarje. Pogrešali bomo sve tudi mi njo. Če se ostanemo malce pri dekletih, Marta, omenila si intuicijo, pa si me spomnila, sem ti hvaležen. Mogoče smo premalo omenili zmago Ane Gros v Gjeru. Oziroma z Gjerom. Z Gjerom v Ligi prvakinj in sem dobil občutek, da bi mogoče Ana poslala kako sporočilo prek Instagrama, kjer smo v komunikaciji. Ej, kaj pa jaz? Jancija, Makucija, kaj pa jaz? Kdo njeni privoščil te Lige prvakinj? Ni šlo z tem mađarskim klubom, ni šlo, s kome še bila? S CSKA-jem. Od tretje pa šlo rado, ne? Ja, videlo se je, da si Ana zelo, zelo to želi, tudi verjetno za zaključek tega obdobja v tujini. Ja, njena zgodba cela karijera, kot je bilo omenjeno, je zelo zanimiva, prav za kakšen učbenik oziroma film, mogoče celo. No, morda pa tudi to bo kdaj pač prišlo. Drugače pa njena zgodba takrat takšna, no, ja, res je takrat mlada, 18-letna prišla iz Olimpije, najprej iz Velenja, v Olimpijo. Je že skočil. Ni iz Velenja v Olimpijo, kjer je bilo mišljeno takrat, da bo, da rečem, valilnica mladih talentov. No, potem je pač prišla v mojem obdobju takrat na Krim, kot sem napisala, mislim, da zelo veliko priložnosti dobila, zato je bila sploh opažena v Gjeru. In je bila povabljena tja, sam potem je, da rečem, na vseh pomembnih tekmah je sedela, ni igrala skoraj nič, zato mi je bilo meni takrat žal, je po moje prehitro odšla, nisva delali skupaj kariernega načrta ga z drugimi, če bi bilo po moje, bi ostala sigurno še eno leto na Krimu, pa bi bila njena pot verjetno drugačna, ampak verjetno je kar vse v redu, tako kot je. Potem pravo igralsko uveljavitev je pa ona naredila potem v Mecu in potem v vseh ostalih klubih. Absolutno smo ji privoščili in se veselili z njo tudi predvsem pa tega, da je potem tak njen velik prispevek, ki je bil v reprezentanci. Branči, naj te tole vprašam, dvignil si roko, ampak še nekaj prej. Ja, zato ker je Marta potem takoj že odgovorila mi delno. Hotel sem vprašati, če je naredila napako, ko je šla tako mlada v Džer. Ja, jaz mislim, da je bilo škoda, da bi bilo mogoče, sigurno bi bila drugačna, no? Ampak takrat je bilo sigurno za ostati eno leto na Krimu. Imeli smo tako ekipo, kjer je ona absolutno pasala. Imeli smo izjemno dve kvalitetni igralki, Bodnjevo pa Vrgeljuk, in bom za vse večne čase, tako da rečem, tudi hvaležna, kako sta dobro sodelovali pri tem mojem drznem početju, ko sem toliko mlade igralke takrat dajala noter. Ne vem, če se spomnite, takrat so v tisti ekipi igrale, dobro, Andreja Lekice je takrat popolnoma uveljavila, potem Ana Gros, potem Urška Vidic, ki sicer ni dolg časa potem nastopala, Tamara Mausar in vse te igralke sem jih zelo, kar mislim, da je bilo 6-18 letnic v ekipi, kar je to noben ne dela. To sem res takrat... je bilo pa ravno obratno verjetno takrat. Mlade niso dobile. Mlade niso dobile nobene priložnosti. Vprašajte Ano, koliko minut je odigrala, bo številka med igranje pa sedenje takale velika razlika. In je iz tega vidika je bilo, ampak nikoli ne bomo vedeli. Predvsem je pa to vprašanje za te mlade igralce, igralke, oziroma za njihove starše v teh primerih. Kaj je prav in kaj narobe? Zato, ker nažalost ali pa na srečo v zdajšnjem času, ki ga živimo mi, so starši izjemno oziroma marsikaj bolj ambiciozni kot njihovi otroci in nekako skočijo na prvo, če se lahko tako izrazim, ko pokliče največji klub ali pa večji klub od tega kluba in ne vidijo vmes pasti in pa stvari, ki so na tej poti, in zelo velikokrat se, bom rekel, te prve variante ne končajo tako, kot si vsi nekako želimo oziroma si želijo, in potem naredijo nek bypass. Ravno to sem želel reči, da tudi Ana je šla na prvo v takrat najmočnejši klub in potem preko Meca, ki nikakor ni bil v tistem trenutku, bom rekel, top 5 klubov v Evropi, naredila izkorak, dozorela v neki smeri in se potem preko Meca vrnila nazaj na še višjo sceno oziroma na največjo sceno. Tako da v tem trenutku jaz mislim, da je treba face razmisliti, čeprav dobro, v rokometu pač se ne pogovarjamo o takšnih financah kot recimo v nogometu, kajti tam je ta stvar
še veliko bolj potencirana in tam res starši, takoj ko pokliče katerikoli od velikih klubov, ne razmišljajo niti 2 sekunde, ampak takoj rečejo ja in zelo velikokrat čez par sezon se ti igralci vrnejo nazaj, ampak morda je vlak za njih tisti glavni že odpeljal. No in Ana Gros je prav ena od okrepitev ljubljanskega Krima. V novi sezoni, vemo, številne so prispele v Ljubljano, ne vemo, če bo še katera, Amra Pandžić, Grace Zadi, Jenny Gutierrez, Tamara Horaček, poleg z glave, verjetno sem kaj pozabil, Abino. Še ena mlada Avstrika. Diaje, Senegalka, krožna napadalka. Hočem reči, lanska sezona se je zaključila neuspešno, nekako smo navajeni v svetu športa, tako je treba odrezati glavo nekomu, ker nismo prišli na Final Four, ker so vložki, ker je to, ker je ono. Tu pa se zdi, da je začrtana prava pot. Novo sezono, isti trener, štab, ekipa, pa še močnejša. Kako gledate na to? Mislim, meni je to, da se straja z Draganom, super, mislim. Vedno je tudi bilo trener Krima, trener oziroma selektor reprezentance, baza je bila, oziroma kako smo že prej izpostavili na Krimu in se vse skupaj nekako povezuje, nadgrajuje in glede na lanskoletni začetek so morali biti že vsi skupaj videli Krim že lani na zaključnem turnirju, začele so res noro, pol so prišla nihanja, no, in ja, v bistvu rezultatsko neuspešna sezona, ampak to, da se pač ustraja z Draganom, je mislim, da pravilna odločitev. Final Four je na ta način verjetno samo vprašanje časa, ne? Ja, upajmo, bomo videli v naslednji sezoni. No. To se hoče reči, to absolutno je večino časa, no, ta dvojna vloga na Krimu, ker pač slovenski rokomet nima potencijala. Ne. Čeprav, če bi bilo optimalno, bi jaz se bolj zavzemala, da je trener posebej v klubu, pa drug trener v reprezentanci, pač so objektivni razlogi za to, zakaj je temu tako. In letos se je sigurno to malo prepletalo. Ne. In verjetno je tudi ta veliko angažiranja za reprezentanco pustilo nekatere posledice v Krimu, oziroma nikoli ne bomo vedeli. Ampak letos jaz tudi verjamem, no, da ima Krim zelo kvalitetno ekipo. Sicer je treba povedati relativno, da rečem, ali izkušeno, v nekih primerih tudi kar, da rečem, staro, kot rečemo. Temu bo potrebno prilagoditi način dela in jaz verjamem, da je pač Dragan Adžić toliko izkušen, da bo to znal in seveda je pa tukaj tudi ena prednost v Sloveniji, ne? Da v primerjavi recimo z Madžarsko, ko smo rekli, kakšen ima rokomet ženski ali pa ne vem, Skandinavija, da ne govorim Romunija, ki je zdaj ena od centrov ženskega rokometa, ne? Imajo tudi zelo zahtevno svojo domačo ligo, v Sloveniji temu pač ni tako, tako da verjamemo, da bo ta ekipa optimalna in da bo Krim Mercator znova na zaključnem turnirju. Marta, vprašanje, a je to prednost ali slabost, da imajo oni močne tekme, Krim pa ne, v domačem prvenstvu? Ja, to, kar sem nakazala, ne, glede na to, da so pač igralke, da rečem, relativno v zrelih igralskih letih, zna biti to prednost. Ne. Se pravi, da se v dveh tekmah na teden ne zmatrajo tako kot morda v madžarskem prvenstvu, v slovenskem se ne. Ja, pa ni teh potovanj in ni potovanj in ni tega. Ne. Seveda je pa pomanjkljivost pa to, da ni močnih tekem, da ni tega tekmovalnega ritma. Ampak to je treba prilagoditi način in mora trener oziroma klub organizirati, zdaj, ali trener tako, da rečem, več trening tekem, pa tako pa računati na to zrelost, pa več čas upozarjati igralke na zahtevnost oziroma kaj je cilj te sezone in kaj to pomeni kakšen način dela. Ker kaj hočem reči? Hočem reči to, da Krim v slovenski ligi igra z povsem drugo ekipo kot pa v ligi prvakinj in tako tudi, bom rekel, skozi samo tekmovanje v slovenski ligi nekako ne uigrava ali niso dovolj, bom rekel, konkretne ekipe proti njim, ker vemo, da pač Krim, ko se stavi dve ekipi na treningu, ima močnejši trening oziroma kot so te tekme, tako da nekako do česa prihajam, ker liga, ki jo sam v neki roki sem jo spoštoval, po drugi ne, oziroma sem jo podpiral, po drugi ne, je bila Seha liga, ta liga, ki se je v moškem rokometu upeljala in tam si res imel v začetku zelo, zelo kvalitetne tekme, ki, bom rekel, niso šle na življenje in smrt, če se lahko tako izrazim, kot v ligi prvakov in se nekako so igralci zoreli, predvsem mlajši in so imeli res težke nasprotnike, se pravi na začetku te lige, ko je bilo še Celje notri in pa Gorenje in si tu naredil nekaj, se pravi, morda
tam so fantje oziroma dekleta v tem primeru v enem letu naredili mogoče toliko, kot bodo tu rabile za 3 leta, ampak kot je že Marta dejala, Krim je sestavljen tako, da je večina igralk izkušenih in da ima že veliko kilometrino za sabo, tako da nekako fokus na nasprotnika v Ligi prvakov, počitek, dobro delo in pa samo priprava na nasprotnika v Ligi prvakov. V Ligi prvakinj je Krim že dobil svoje tekmece, med ČSM, bi rekel naš trener Radžić, Ferencvaroš, Podravka, Storhamar iz Norveške, Mitja, Bistrica in Nyköping. Zdi se lažja skupina od tiste druge. Kaj pravite? V vsakem primeru najprej pač tekma za tekmo in lani je bila tudi, najprej smo pogledovali proti nasprotnicam, premagovali mora biti tiste, ki so bile recimo da egal. Zdaj bo tu treba pač enostavno zavihati rokave, biti med top 6 in pol naprej. Idealno med prvima 2, seveda. Jaz mislim, da imamo tu idealno sogovornico, ki bo znala predstaviti načrte Krima v prihodnji sezoni in tudi obelodaniti kako in kaj in kakšni so cilji. Mislim, da kakšen bo skor tudi. Cilj je zelo jasen, ne? Uvrstitev v ligo pač na Final Four, torej zaključni turnir, in mislim, da je ta cilj dosegljiv oziroma pač, da rečem, mora biti, ne? Čeprav šport je pa spet nepredvidljiv. Pomembno je naučiti se iz te sezone, Mitja, ki si jo omenjal, ne? Kako lahko iz tako res, tako da rečem, kvalitetnega začetka in res taki nastopi, da si rekel, da je Krim enostavno ima strukturo, ima vse v svojih rokah, potem pa skoraj da nerazumljiv padec. Ne? Tukaj seveda lahko razmišljamo o vplivu tega fokusa na reprezentanco, ali pa pač tudi meni ni povsem jasno, ampak enostavno mora biti sporočilo, to se ne sme več zgoditi, oziroma je potrebno na nek način morda obrniti krivuljo, ne, da bo na začetku ne bo taka top forma, da bo manjša in da bo potem stopnjevanje proti koncu, ne, tako bi moralo biti prav. Prej sem hotela še to omeniti, ko smo omenjali reprezentance, ki bodo v zaključku. Recimo moška reprezentanca Francije je začela zelo slabo ta turnir. Ne? Ženska pa čisto suvereno. Ne? Mislim, da je ženska edina z vsemi zmagami in bo zanimivo na koncu gledati tudi tam ta primer, kako se bo ta začetek obelodanil. Ampak ja, zanimivo je to v športu, ker nikoli kaj toliko stvari nepredvidljivih, pa tako toliko časa že spremljamo, poznamo, preučujemo. Tako, no, ampak mislim, da je Krim letos na dobri poti in absolutno bomo vse naredili, da se bo uvrstil v Ligo prvakinj. Če se premaknemo iz ženske konkurence v moško počasi, vemo, kako se je končala sezona v Ligi prvakov, Celjano, 14 tekem, 14 porazov. Izgubili smo, govorimo o Sloveniji, mesto v Ligi prvakov. Na drugi strani se zdi, da smo dobili državno prvenstvo s tem celjskim resetom. Kako gledate na to vse skupaj? Branči? Ja, nažalost slovenskega moškega rokometa v bližnji prihodnosti ne bomo imeli predstavnika v Ligi prvakov, kar je, bom rekel, kar velik udarec oziroma handicap za slovenski klubski moški rokomet. In sam si res iskreno želim, da se ti časi čim hitreje vrnejo s katerimkoli klubom iz Slovenije, ali bo to Celje, ali bo to Velenje, ali bo to Slovan, ali bo to Trebnje, ali bo to Ormož, ali bo to Koper, da koga ne bom pozabil. Res, kajti Liga prvakov je tudi magnet za vse igralce, tako mlade v Sloveniji, kot tudi nekatere malce širše, ki so prihajali v Slovenijo igrati in se izpopolnjevati v rokometni igri. Tako da to je, bom rekel, en velik udarec. Sedaj pa, kar se tiče samega slovenskega državnega prvenstva, zopet prihajamo v nek nov sistem, se pravi tako imenovani danski sistem, da se liga je zmanjšana 12 ekip iz 14, odigrala se bo najprej, se pravi, liga vsak z vsakim 2 tekme, potem se bo prvih 8 ekip razdelilo v 2 skupini po 4, tako da bo lahko vsaka ekipa naredila kar nekaj kiksov in to ne bo odločilno, ali z drugimi besedami tudi 8. po rednem delu bo lahko na koncu teoretično prvak. To sigurno po eni strani je zelo zanimivo in pa smelo, po drugi strani pa jaz vedno rečem, da tisti, ki je bil mogoče na vrhu 8 mesecev, lahko v
slabe mesec dni vse skupaj polije, kar je namolzel skozi celotno sezono. In to so stvari, ki so zelo dvorezne. Lahko pride do določenih poškodb in ekipa, ki je favorit, pade, bom rekel, zelo nizko in obratno. Ob tem tisti klubi, čeprav je takšnih klubov v Sloveniji zopet nažalost zelo malo, bojo lahko skenirali situacijo, kakšna je, in do 1. marca še dokupili določene igralce in iz ozadja lahko napadli, če bojo imeli to možnost. To je vse veliko je stvari. Jaz sem se pogovarjal kar z nekaterimi akterji, ki so nekako sprovedli ta novi sistem. Dejali so mi, da bo liga bolj zanimiva za gledalce, da bo to privabilo več gledalcev. Sam sem jim omenil, da bomo o tem debatirali po koncu te sezone, ki je pred nami, in videli, ali bo to pripeljalo v dvorane več gledalcev, kar je mora biti prvotni pomen, in mi lahko tukaj debatiramo o teh stvarih dneve in dneve, in če vsi skupaj ne bomo zavihali rokave in šli praktično početi te stvari, kot je prej Marta dejala, in tudi jaz se strinjam, novačiti igralce, igralke, deklice, dečke, jih pripeljati za roko v klub, jih pripeljati do tega, da vzljubijo igro, v tem primeru rokomet, in ga potem gojijo, in lahko mi razpredamo v teh stvarih v dolge noči oziroma dneve in ne bo iz tega oziroma bo zelo malo. Tako da dajmo se pustiti pozitivno presenetiti, tako v klubskem rokometu, moškemu in ženskemu, in pa seveda želim vso srečo tako moškim kot ženskim klubom v Evropi, v vseh ostalih pokalih, mislim za moški klub, za Krim pa smo že tako dejali, kje jim je cilj in kaj si želijo, in stvari morajo biti postavljene visoko. Ob tem pa že moram reči, da recimo Trebnje, ki je ena zelo zrela ekipa v slovenskem rokometu, je dobila zelo težkega nasprotnika, Limož, francosko ekipo, in že to bo en velik izziv, kateri želim, da ga nekako premostijo. Po drugi strani je Gorenje z svojimi igrami že v glavnem delu lige EHF, kar je, bom rekel, zelo dobro, in Gorenje tudi z budžetom in pa z igrami, ki jih kaže, oziroma z sestavo ekipe res dela nekaj več na tisto, kar ima, in tu jim lahko vsi skupaj samo čestitamo. Ne samo njim, ampak tudi vsem ekipam, ki igrajo in pustijo dober pečat oziroma vtis v Evropi. Dejali smo, da smo nekako izgubili Ligo prvakov, ampak dobili državno prvenstvo v Monaku. Delivem se rojeva zanimiva zgodba s Slovanom. Trener Uroš Zorman, prišel je Ilija Butovič, ekipa je okrepljena. Kako mogoče gledate na to zgodbo Slovana? Mogoče jaz, ko sem kot Ljubljančanka in Ni iz Velenja, Brančini. so avtorica strategije ljubljanskega športa. Sem tega absolutno zelo vesela, da v Ljubljani raste tak močen prvoligaš. Dejstvo, da pa pot do lige prvakov bo pa še zelo dolga, ker tukaj smo spet pri tem, relativno lahko je izpasti, ampak zelo težko se je vrstiti nazaj v ligo prvakov, ker so zelo zapleteni. Zdaj jaz ne bi znala razložiti, koliko let, ampak sigurno kar nekaj let bo potrebnih, da bo Slovan lahko prišel v ligo prvakov, in upajmo, da bo čim prej. Sigurno je to dobro za slovenski moški rokomet oziroma za rokomet. Se mi zdi, da pa nujno, da pa še nekaj poudarimo, ko se veliko govori v zadnjem času o trajnosti v športu. Večkrat je treba poudariti in osvetliti in to zelo spoštovati, da je Krim že 30 let v ligi prvakinj. To je pa takšen dosežek, da je vreden res vsega priznanja in proslav in spomenikov, in vsa čast vsem tem, ki so ustvarjamo ali so ustvarjajo ali pa samo ustvarjamo to zgodbo. To recimo Evropa zelo to spoštuje, ker vemo, koliko je klubov, ki so bili tako zelo močni, da ne omenjamo recimo Budućnost, verjetno veste, je popolnoma ugasnila, pa je bil tudi kultni rokometni klub. Torej Krim pa je že več kot 30 let v ligi prvakinj, in tudi ta povezava z sponzorjem, Mercatorjem, tudi nekaj lepšega, da toliko časa se vzdrži, da pač sponzor vidi to prepoznavnost, in tudi mesto je en večjih, da rečem, podpornikov, sponzorjev tega kluba, in to je potrebno negovati. Zato sem jaz včasih tako malo otožna, ko vidim nekatere kritikante, recimo rokometnega kluba Krim Mercator, pa rečem, pa kako se ne zavedate, saj verjamem, da bi lahko bilo tudi v, da rečem, politiki kluba kaj drugače, ampak generalno gledano je pa klub ogromno prinaša in za rokomet, ženski rokomet, za šport, da ne rečem za mesto in prepoznavnost mesta Ljubljane. Branči, jaz sem rekel Abutovič, sem rekel Brozovič.
Rekel se Butovič, sam pride Brozovič. Brozovič, zato sem se zdaj pa več popravil, jih da ne pride, bo. Ja, tudi pride še kar nekaj, bom rekel, velikih igralcev pride v Slovan. To bo neka povsem nova ekipa, nov trener, celoten strokovni štab, res bom rekel, ena ambiciozna zgodba, ki jaz iskreno jo maksimalno podpiram. Zakaj? Zato, ker si želim, da tudi vsi ostali klubi, ki delajo, mogoče primaknejo še kakšen cent zraven in naredijo to ligo še kvalitetnejšo, še boljšo. In predvsem, kar je zelo pomembno, da ta Slovan ostane na visokem nivoju dlje časa in drži to rdečo nit. Bi pa želel dejati, jaz bom kar konkreten, da takšnih ljudi, kot je Zoran Janković konkretno za rokomet, jaz dam kapo dol. Tako je bil včasih tudi Tone Turnšek v Celju in takšne ljudi je slovenski, tako moški kot ženski rokomet krvavo potrebuje in jaz upam, da se bo ob tem našel še kakšen. Jaz vem, da je v Trebnjem gospod Višček, jaz vem, da je v Slovenj Gradcu gospod Lampret, jaz vem, da je še nekaj takšnih ljudi, ki delajo tudi, bom rekel, svoje finance in takšne ljudi je treba zadržati v rokometu oziroma da ti pripeljajo z uspehi tudi še kakšne nove v to lepo športno panogo, za mene najlepšo in najboljšo rokomet. Ja, seveda te finance so seveda, vsi govorimo, brez denarja ne gre. Absolutno so finance zelo pomembne, morda celo najbolj, ampak kar se mi zdi, da pa glavno, kar takšni posamezniki prenesijo v šport, je pa še to, kot sem omenila že pri Zoranu Jankoviću, da je poleg tega, da je postal sponzor oziroma organiziral tudi sponzorje, je prenesel to neizmerno ambicioznost, ki smo se je, hvala Bogu, še ostali nalezli na nek način in začeli zaupati in verjeti in takrat se je začel vzpon. In tako je isto z temi posamezniki, ki si jih omenil, so res zlata vredni za rokomet, zato ker prinašajo tudi osebno karizmo, osebne te karakteristike, ki potem povezuje ljudi, da delajo bolje in so uspešnejši. Počasi hitimo proti koncu, vem, lahko bi takole čebljali dolgo tudi v noč. Branči mi je že žmrkal, pa nisem vedel, ima prazen kozarec. Pa bi novega Heinekena nič. Mogoče za konec, glede na to, koliko je dal slovenskemu rokometu in verjamem sam, da bo Celje Pivovarna Laško, da se dotaknemo še te zgodbe. Nov začetek, na eni strani fantje, ki so rasli skupaj iz mladinskih selekcij. Jaz sam moram priznati, da sem pričakoval mogoče nekoga, ki je rasel z njimi, v vlogi trenerja govorim. Na drugi strani nov trener, portugalski selektor, verjetno kvaliteta, to bo ta znala vida povedati, ni sporna, ampak na te domače fante, ne kak njihov oče, pač pa tujec. Kako se vam zdi, Mitja, mogoče tebi? Mislim, jaz tako s to Slovanovo zgodbo, kot to celjsko novo, nekako zadržkom počasi oddaleč spremljam, ne upam si povedati, ali bo šlo v eno ali v drugo smer. Videli smo že XY zgodb, ki so bile uspešne, pa nismo pričakovali, ali pa da so se pač hitro porušile, kot hišica iz kart. Jaz bi bil previden na obeh stranih, no, nekje je, mora biti malo bolj počasi, želijo na novo sestaviti, drugje pompozno s prihodi, z okrepitvami, selektorjem Slovenije, tam zdaj s Portugalsko. Ne vem, no. Zadržkom, oziroma ne bi si upal napovedati ne eno, ne drugo, kako se bo vse skupaj zapeljalo. Moje načelno sem jaz zame se po moje ve, da sem res zagovornik da rečem in domačih igralcev, igralk in tudi strokovnjakov, zato ker imamo evropsko prepoznano stroko. So pa, da rečem, trenutki, obdobja, ko pa je smiselno to malo premešati, ne, in tudi poklicati tujce, zato ker ne, to niso pa tako, jim rečemo tujci, ampak zelo hitro vidiš, da so to, da rečem, normalni ljudje, s katerimi se lahko povežeš, izmenjuješ, ne, in če to malo, to kulturno okolje malo zamenjamo, ni nič narobe, lahko iz tega dobimo prednosti, ne. Seveda, če ravnamo na pravi način. Moramo pa tujce, če jih pripeljamo, jih moramo spoštovati in tudi zahtevati, da oni nas spoštujejo in dobiti to neko vzajemnost. Z drugimi besedami, jaz in Marta se moramo vrniti v slovenski rokomet, klubski. Mislim, da se vsi strinjamo. Branči, je zvonil kaj telefon? Odkrito, ne zdaj takole tisto. Ko bo uradno, ko bomo podpisali, boste o tem obveščeni, bo zadeva objavljena. Je zvonil telefon Branka Tamšeta strani Celja ali ne, oziroma kdo se je klical, komu je Branko odložil, rekel hvala, me ne zanima, sem na plačenem dopustu.
Koliko časa še imamo? Par minut, potem pa moramo to za konec. Ne, pridimo. Resnim stvarem. Kakšno lažje vprašanje mu daj. Ne, res je, se pravi, je bilo veliko, bom rekel, namigovanj, natolcevanj, vseh raznih špekulacij. Konkretno pa res, bom kar povedal, so se oglasili iz Celja, so se zelo konkretno oglasili iz Trebnjega in pa nazadnje so se oglasili iz Al Jazeere, iz Abu Dhabija in to so 3 stvari, ki sem nekako konkretno debatiral o njih, vse ostalo pa so bile gostilniške debate. Kamorkoli te bo pot vodila, naj bo posuta samimi lepimi zadevami. To je to počasi, verjetno smo še kaj spustili, več ne smemo, ker nas bodo, ko vstopimo čez vrata, poslali nekam. Branko Tamše, dr. Marta Bon, Mitja Hozja, najlepša hvala, bilo mi je zelo prijetno. Videli vas bomo tudi in slišali v novi sezoni na Areni Sport, kjer boste tudi novi sezoni evropski, tako pri moških kot pri dekletih. Do naslednjič pa vam kličem na svidenje in na slišanje. Najlepša hvala, srečno. Hvala lepa tudi vam, cenjene gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, da ste bili z nami. Spremljate nas še naprej na socialnih omrežjih, spletni strani tvarenasport.si in pa seveda vodilni športni televiziji v Sloveniji Areni Sport. Hvala lepa, lepo se imejte in srečno.